Naš cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden smo v občini Ajdovščina. To je najina pot, katera nama bo vzela približno 40 minut. Če imaš rad rimsko zgodovino, ti bo Ajdovščina zagotovo všeč. Wow. Druga lestvica top 10 pa je takšna. To epizodo začenjamo malo drugače. Smo na vinskem festivalu tukaj v Vipavskem križu. Pokazati bova, kako izgleda, kakšno je vzdušje in vse ostalo. Takšen dogodek pa imajo kar večkrat na leto. Danes je dan namenjen vinskemu festivalu, jutri pa raziskovanju občine in pustolovščina. Res je super. Takšen festival vina je dvakrat na leto. Enkrat sredi junija in enkrat približno sredi avgusta. Po uri in pol sva naredila cel krog. Poleg vina imaš tukaj tudi prostor za hrano, lahko poješ pico in še marsikaj drugega, tako da ne boš lačen. Glavna atrakcija pa je seveda vino, kot tudi penina. Res vredna obiska. Dobro jutro, zaspančki! Medtem ko se Lali pripravlja na zajtrk, si poglejmo B&W Križ. To je pravi raj za ljubitelje mačk. Minimalistična zasnova, prostorne sobe in čudovit razgled na Vipavsko dolino. Popoln kraj za sprostitev ob kozarcu lokalnega vina. Ko pozdraviva mačko in ko je Lali pripravljena, je čas za zajtrk in novo pustolovščino. Prehodva se po ozkih ulicah, kjer fotografije na vsakem koraku kažejo, kako se je kraj spreminjal skozi čas. Tukaj preteklost in sedanjost živita skupaj. Naredila sva cel krog po mestu, zdaj pa greva proti gradu in samostanu. A ja, pa še to, ta kraj ima samo malo več kot 100 prebivalcev. Zdaj pa je čas za raziskovanje gradu. Grad je bil zgrajen v 15. stoletju, zgradil pa ga je goriški škof, da bi zaščitil območje pred Turki. Najprej pa moral seveda preveriti grajsko vinsko klet, kjer noben grad ni popoln brez nje. Med raziskovanjem vinske kleti sva srečala lokalnega vodiča po imenu Patrik, ki nama je povedal veliko zanimivih stvari. Pred 170 leti je grad popolnoma odkrila burja in zadnjih 150 let pa je v njemu osnovna šola do 4. razreda in 2 razreda vrtca. Verjame, da so to edini otroci na svetu, ki imajo šolo nad 500 let staro grajsko vinsko klet. Le nekaj korakov stran stoji samostan, ki so ga skozi stoletja oblikovali vera in ustvarjalnost. Med njegovimi zakladi je velika baročna slika z naslovom Slava Svete Trojice. Ustvarjena je bila leta 1668. Tako so si pred 350 leti predstavljali nebesa. Ta slika skriva veliko skritih simbolov in če jih želiš odkriti, moraš pogledati bolj natančno. Samostan tukaj stoji že od leta 1637 in je dom kapucinskih bratov, najbolj znan med njimi pa je bil Janez Svetokriški. Pa da vidimo, kaj pravi Patrik. Takole so približno izgledale. Rekel bi, da so kot nekakšen temelj slovenskega jezika in pomemben del tega samostana v Vipavskem križu. Knjižnica je pred 2. svetovno vojno hranila več kot 22.000 dragocenih knjig. Celotno zbirko so prenesli v samostan v Krškem, vendar se je žal vrnilo le približno 10% knjig. Veliko jih je bilo zažganih ali uničenih. Kar je danes ostalo, so redka in neprecenljiva dela, ki nosijo zgodovino. In seveda ogled zaključiva tam, kjer se vse začne, v vinski kleti. Lokalni ogledi se običajno začnejo pod lipo, odkoder je čudovit razgled na Vipavsko dolino. Na poti je veliko postankov in vsak razkrije del skrivnosti doline. Ampak mi bo danes ogled malo skrajšala, ker nimamo toliko časa in pa ne čaka še veliko lokacij. To je bil samo kratek pogled, kako lahko izgleda obisk z lokalnim turističnim vodičem. Bilo je zelo zanimivo in vse informacije dobiš iz prve roke, najboljše pa je, da doživiš tudi pravi okus lokalne tradicije. Končno sva na mestu, ki sem se ga res želel videti. Kastra.
To je bila rimska vojaška utrdba, posebna zato, ker je imela 14 stolpov. Nekateri pa so ohranjeni še danes. Zgodba mesta se začne, ko so Rimljani zgradili cesto skozi Vipavsko dolino, ki je povezovala Oglej, Aquelio, Zaimono, Ljubljano. Ob mrzli reki, današnjem Hubiju, so postavili postojanko in s tem tudi temelje Ajdovščine. Do konca 3. stoletja so Rimljani zgradili Castro, utrjeno vojaško bazo s 14 stolpi. Če imaš rad rimsko zgodovino, ti bo Ajdovščina zagotovo všeč. Danes še vedno stojijo deli rimskega obzidja, stolpov in utrdb. Veliko najdb pa hranijo v muzeju Ajdovščina, ki bo najina naslednja postaja. Muzejska zbirka Ajdovščina ima stalno razstavo iz Goriškega muzeja, imenovano Flavio Frigido Castra Flavius Ajdovščina. Prikazuje zgodovino Ajdovščine od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka. Muzej ima tudi zbirko fosilov, ki jo je zbral lokalni zbiratelj Stanislav Bavčar. V njej je približno 1200 fosilov iz različnih delov Slovenije, med njimi tudi nekaj zelo redkih najdb. Tale del muzeja je meni najbolj zanimiv. Tukaj se vidi Castro s stolpi, kateri so še ohranjeni, in slike, kako izgledajo danes. Zdaj stojim na trgu sredi Castre. Poglejte obzidje in pa stolpe. Prej sem stal tukaj, zdaj pa smo v tej hiši, kjer je muzej. Prišel je čas, malo si bo razvajala svoje brbončice. Tokrat nas peljeva v gostišče Sivi Čaven, kjer imajo večhodni meni, ki je naravnost izjemen. Tudi ambient je zelo lep. Let's check it out. Pa začniva s pozdravom iz kuhinje. You will love it. Wow, lejte, kako lepo to izgleda. Pa tale liska ga vidite? Ja, tudi tega se lahko poje. Na koncu vse to prelito z lokalnim oljčnim oljem. Res je kremasto, okusno in vizualno čudovito. Začetek lahko rečeva, da je 10 od 10, ali pa še bolj rečeno 100 od 10. Potem nadaljujeva skladno predjedjo. To je dimljen jelenov karpačo, postrežen v oblaku aromatičnega dima. In takoj, ko se dvigne pokrov, se aroma razširi. Zraven so rukola, gel iz malignih gozdnih sadežev, gobe in pa svež kozji jogurt. Yes, sir. Kontrast je tako vizualen kot tudi po okusu in je res nepozaben. Še nikoli nisem poskusila nič takšnega. In tukaj je topla predjed, pravi showstopper. Najprej nam je natakar pokazal največji tartuf, kar so jih kdaj videla, potem je prišla jed. Domači ravioli z artičoki na omako, polni s pršutom in rikoto. Wow! Seveda pa je vse skupaj zaključeno s sveže naribanim tartufom. To je popolno za ljubitelje tartufov in za vse, ki jih želijo prvič poskusiti. Že zdaj lahko zavoha glavno jed. Sama aroma je omamna. Počasi dušena goveja lička s pirejem, seveda pa imate na strani še dehidrirane korenje, pražene gobe in pa še veliko več. Meso se pa kar topi v ustih. Brez sladkega pa seveda ne gre. Tukaj imamo marelični tiramisu z mascarpone kremo, biskvitom namočim v domačem mareličnem soku posut s kakavom. Ob strani pa sta še marelični gel in pa hrustljavi dodatek iz kave in karamele. Hrana pa ni samo okusna, ampak je tudi čudovito servirana. Za konec pa seveda še kozarček njihovega domačega žganja. To je res hrana, ki jo najprej je z očmi. Ko govoriva o vrhunski kulinariki, misliva točno to. Vsaka jed je bila tako vizualno osupljiva, kot tudi polna okusa. Od prvega grižljaja do zadnje žlice so bila navdušena. In najine reakcije na kameri povejo vse. Čeprav so bila večino časa tiho in spoštovane do mednega vzdušja.
Kok kul, polži s kamnov. Evo še 5 minut in bova na naslednji lokaciji. Wow. Nad Ajdovščino je narava ustvarila veliko luknjo v skali, imenovano Otliško okno. Od tam je čudovit razgled na dolino. S tem krajem je povezana tudi zanimiva legenda, ki pravi, da ga je ustvaril hudič, ki je padel in z rogovi udaril v to skalo. V resnici pa je nastalo zaradi tektonske razpoke in erozije. Med raziskovanjem tega kraja so naletela tudi na tablo, na kateri piše, da se je pred 150 leti od Soške doline in vse do Albanije raztezal 10 do 20 km širok koralni greben. Zelo zanimivo. Reka Hubelj izvira nad Ajdovščino. Ob močnem dežju voda bruha iz jam in ustvari zelo dramatičen prizor. Poleti pa zgleda precej bolj mirno. Tukaj na slikah se lepo vidi, kako izgleda, ko je deževno obdobje. Hubelj se v dolini združi z reko Vipavo in poleg tega oskrbuje dolino za čisto vodo že več kot 100 let. Naslednja lokacija, Fužine. Ene ostanke železarne smo že videli v občini Žužemberk, zato si pa zdaj poglejmo, koliko je ta velika. Leta 1561 je cesar Ferdinand dovolil zgraditi železarno ob reki, kar je pripomoglo k razvoju tega območja. Reka Hubelj je poganjala peči, kovačnico, livarno, mlina za moko in žage. Železarna je delovala vse do začetka 20. stoletja. Danes lahko obiskovalci ob reki vidijo peči in razvaline nekdanjih stavb. Tle so še eni zidovi. Moram iti hitro pogledat, preden se Lali razjezi name, ker bo rekla, da je to ful navaren. Dobro, pa poglejmo, kva se tle dogaja. Nič posebenega. Reka je tam spodaj, jo slišam, ampak ja, se bom vrnil kar ženi. Še ena pustolovščina, ki jo lahko doživite tukaj, je izposoja koles in kolesarjenje. Propelo ponuja vrhunsko izposojo koles in vodene kolesarske ture. Z njihovo strokovno storitvijo poskrbijo, da je vsaka vožnja nepozabna. To je res odlična priložnost za raziskovanje regije na 2 kolesih. Ajdovščina je rastoče središče industrije, inovacije in turizma ter primer pametnega razvoja. To in še veliko drugih stvari je razlog, da je občina po gospodarskih dosežkih na 3. mestu v Sloveniji, takoj za Ljubljano in Trzino. To nam je povedal Patrik. Občina 23 od 212 končana. Ajdovščina naj je zelo navdušila s kulturno in naravno dediščino in zato je ne moreva dati nikamor drugam kot na prvo mesto na najini lestvici. Če ti je serija všečkaj ta video, naroči se na najin kanal, je popolnoma brezplačno, deli s prijatelji te družino in se vidimo v naslednji epizodi. Čau!